Predstavniki vladne pogajalske skupine in sindikatov javnega sektorja 2 dni pred napovedano splošno stavko javnega sektorja nadaljujejo v petek začeta pogajanja. Vodja vladne strani, minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič, je bil z začetkom pogajanj zadovoljen. Zagotovil je, da je vlada pripravljena narediti vse, da do stavke ne bi prišlo. Obenem pa je opozoril, da se gibljejo v danih javnofinančnih okvirih, kar morajo razumeti tudi sindikati. Manj zadovoljni so bili na sindikalni strani. Menijo, da so ključna vprašanja ostala odprta. Ministrstvo za izobraževanje v sporočilu za javnost danes ponovno opozarja, da je ustavilo vse predloge v zvezi s standardi in normativi v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah. Zato poziva SVIZ, da prekliče stavko v teh resorjih in zagotovi reden pouk v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah, ker razlogov za stavko ni. Na ministrstvu pričakujejo, da bo ob stavki sindikat zagotovil redno dejavnost v vrtcih ter v prvih 6 razredih osnovnih šol, tako da stavka ne bi prizadela otrok oziroma njihovih družin. Pogajanja nadaljujejo tudi socialni partnerji v skupini za reformo trga dela. Potem, ko so po novem letu obravnavali vladna dopolnila, bi se lahko zdaj dotaknili še nedopolnjenih členov, katerih sprememba je v interesu delodajalcev ali sindikatov. Tako bi lahko znova govorili o neplačanem odmoru za malico, saj delodajalci od te zahteve še niso odstopili. Odprta so še vprašanja varne prožnosti, torej odpovednih rokov, odpravnin in nadomestil za čas brezposelnosti, ter postopki odpuščanja, zmanjševanje administrativnih ovir, dodatki na skupno delovno dobo in varstvo starejših. Združenje svetov delavcev Slovenije, Skupni svet delavcev HSE in Zveza reprezentativnih sindikatov so na Ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti zakona o Slovenskem državnem holdingu, ker da ta ne omogoča sodelovanja delavcev pri upravljanju. Predlagajo tudi zadržanje imenovanja nadzornikov holdinga. Z jutrišnjim dnem bo gorivo znova dražje. Za liter 95 in 100-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,5 centa več, za liter dizelskega goriva pa 1,2 centa. Dražje bo tudi kurilno olje, ki bo naslednja 2 tedna stalo €1,05. Sanjin Jašar, aktivist skupine 29. oktober, ki je bila tudi organizatorica enega od protestov v Mariboru, se je odločil, da bo danes vsak dan svoj delavnik preživel na mariborski občini. Tako bo, je dejal, izvajal državljansko nepokorščino in opozarjal na absurdne razmere, saj mestni svetniki še zmeraj vztrajajo na svojih položajih. Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo po sjajno opravljenem prvem delu svetovnega prvenstva v Španiji zvečer v Barceloni v osmini finala pomerila z Egiptom. Egipčani so v prvem delu igrali neodločeno z Alžirci in premagali le rokometaše iz Avstralije, izgubili pa s Hrvati, Španci in Madžari. Izbranci slovenskega selektorja Borisa Deniča bi tako lahko brez večjih težav prišli do polfinala, saj se bodo, če v primeru zmage nad Egipčani v četrtfinalu pomerijo z Rusi, ki so v nedeljskem obračunu v Zaragozi z velikimi težavami ugnali Brazilce. Oblačno bo, občasno bodo še rahle padavine, v notranjosti večinoma kot sneg. Temperature bodo od -2 do 2 ob morju, kjer bo zapihala šibka burja, od 4 do 8 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj ponekod megleno in po večini suho. Tudi v četrtek bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo. V Visokogorju in Sredogorju je velika nevarnost snežnih plazov. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Ali v Sloveniji sploh še imamo prave zimske razprodaje, kako uspešne so letos? Na pragerskem člani obrtne zbornice Slovenska Bistrica Sončku pomagajo urejati bivalno enoto. Komu boste podarili objem ob svetovnem dnevu objemov? Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.